V Kopru in Novem mestu se zaključuje gradnja dveh stanovanjskih sosesk, ki ju državni stanovanjski sklad gradi skupaj z občinama. Gre za slabih 200 javno najemnih stanovanj, sklad pa že gradi oziroma se pripravlja na gradnjo še dodatnih 1300 na različnih lokacijah po Sloveniji. Ključna in največja projekta, ki bosta Ljubljani in Mariboru prinesla dodatnih 800 enot, sicer še nimata zagotovljenega financiranja. Šef sklada pričakuje, da bo vlada izpolnila vse že dane obljube. Veliko bo odvisno tudi od Ministrstva za finance, ki bo moralo v tej množici projektov, ki se izvajajo od zdravstva, železnic, popoplavne obnove, šolstva, kulture, zagotoviti tudi obljubljena sredstva za javno gradnjo stanovanj. Za koga pa država sploh gradi stanovanja? Za najem se bodo lahko potegovali tisti, ki nimajo v lasti primernega stanovanja, njihov dohodek pa ne presega zakonsko določenega cenzusa. Ministrstvo za solidarno prihodnost napoveduje, da bodo omejitve postavljene tako, da bodo najem omogočili čim širšemu krogu ljudi. Še vedno tudi verjamejo, da bodo do konca mandata zgradili 5000 stanovanj. No, ambiciozno pa tudi stanovanjski sklad, ki napoveduje, da bodo do prihodnjega leta celo presegli ciljnih 10 000 najemnih stanovanj. Špela Bezjak. Novo stanovanjsko naselje Nova Dolinska v Kopru. Projekt stanovanjskega sklada in občine v vrednosti dobrih 18 milijonov evrov. 8,5 je prispeval Bruselj. 91 stanovanj je trenutno v zaključni fazi, potekajo še zadnja dela. Samo upamo, da stavke na upravnih enotah ne bodo podaljšale pridobitve uporabnega dovoljenja. Tudi v Novem mestu, v Podbrezniku, se gradnja zaključuje. Še na 6 lokacijah po vsej državi stanovanjski sklad namerava v kratkem ali pa že gradi javna stanovanja. Napoveduje jih 1500. Polovica bo stala v Mariboru in Ljubljani. Za obe soseski pa sklad še vedno uradno čaka finančno injekcijo države. Zato je še toliko bolj pomembno, da se bodo izpolnile vse obljube, ki so bile dane strani Ministrstva za solidarno prihodnost. Z ministrstva so sporočili, da tudi letos nameravajo sklad dokapitalizirati s 25,5 milijoni. Kot so potrdili na finančnem ministrstvu, so namreč prav tolikšen znesek tudi letos zagotovili pristojnemu resorju. Sicer pa na solidarni prihodnosti še vedno verjamejo, da bodo uresničili cilj in do konca mandata zgradili ali pa začeli z gradnjo skupno 5000 stanovanj. Treba je poudariti, da ne gre zgolj za stanovanje stanovanjskega sklada, ampak tudi za stanovanja na drugih nivojih. Naš delež od teh 5000 je 3000. Cirka 1000 nekje stoji na Ljubljanskem mestnem skladu in pa 1000 še na preostalih občinah in pa ostalih mestnih skladih. Za več kot polovico je financiranje še vedno v zraku. Že znani pa so kriteriji, ki jih bodo morali izpolnjevati bodoči najemniki. Upoštevali bodo dvoje, najprej posameznikov zaslužek. Za primer pač povemo, da je za enočlansko gospodinjstvo dohodkovni cenzus 2-kratnik povprečne plače, kar močno pač presega v bistvu tudi veliko večino dohodkov, ki jih imajo prebivalci Slovenije. In drugič, ali posameznik stanovanje res potrebuje. Seveda pač nisi lastnik primernega stanovanja oziroma imaš stanovanjski problem, mlada družina, mlado gospodinjstvo in tako naprej. Se pravi, prvi kriterij je zagotovo potreba, gre pa za precej širok krog ljudi, katerim bodo ta stanovanja namenjena. Pa najemnine. Šef stanovanjskega sklada, ki je bil prejšnji teden kazensko ovaden, ker da sklad zaračunava previsoke stroškovne najemnine namesto neprofitnih, je danes ponovno vse očitke zavrnil. Prepričan pa je, da bi zgolj neprofitne najemnine dolgoročno lahko ogrozile cel sistem. Te neprofitne najemnine ne pokrivajo realnih stroškov gradnje, enostavno ne moreš ti dobiti nekaj, da plačaš samo polovico. To žal ekonomsko ne vzdrži, čeprav to nekateri ekonomisti vztrajno ponavljajo. Medtem pa zasebne investicije cvetijo, a povpraševanje v mestih še vedno močno presega ponudbo. Kot pravi Remec, pa so se investitorji navadili na visoke marže, zato občutnega znižanja cene kvadratnega metra, denimo v Ljubljani, ki je za rabljeno stanovanje že lani znašal skoraj 4000, ne pričakuje.